E-trgovina. Je čas, da digitalizirate svoje poslovanje. Medtem ko so se številne panoge v zadnjih letih spopadale s težavami, je e-trgovina v letih 2020 in 2021 doživela velik razcvet. Vplivala je celo na vzorce potrošnje večine potrošnikov. Postala je svetla točka za mala podjetja, ki so se morala v času pandemije močno boriti za preživetje. E-trgovina je prodajanje in nakupovanje blaga in storitev po spletu ter prenos denarja in podatkov za zaključek prodaje. V rabi sta tudi izraza elektronska trgovina in spletna trgovina. Danes se vprašanja v zvezi z e-trgovino osredotočena predvsem na to, kateri kanali so najboljši za poslovanje po spletu in katero vrsto spletne trgovine izbrati za določeno dejavnost. Svojo dejavnost boste težko prenesli na splet brez poznavanja osnov e-trgovanja, to je modelov, vrst, trendov in ne navsezadnje brez razumevanja prednosti e-trgovine. Z razvojem trgovanja se spreminjajo tudi načini, kako se trgovina izvaja. V nadaljevanju so predstavljeni najbolj priljubljeni modeli spletnih trgovin. Business to consumer ali B2C je najbolj priljubljen model spletnih trgovin. Pomeni, da podjetje prodaja potrošniku. Business to business ali B2B se nanaša na podjetja, ki blago ali storitve prodajajo drugim podjetjem. V B2B e-trgovini se prodajalec ne srečuje s končnim potrošnikom, prodaja pa običajno vključuje storitve. Direct to consumer ali D2C je najnovejši model spletne trgovine, trendi v tej kategoriji pa se nenehno spreminjajo. D2C pomeni, da blagovna znamka prodaja neposredno končnim kupcem brez maloprodaje, distributerja ali veleprodaje. Naročniške storitve in prodaja s pomočjo družbenih omrežij, angleško social selling, sta priljubljena elementa modela D2C. Consumer to consumer ali C2C se nanaša na model spletne trgovine, pri katerem posameznik blago ali storitev prodaja drugemu posamezniku. Ta oblika trgovine se odvija na platformah, kot so eBay, Vinted ali Bowha. Consumer to business ali C2B je model spletne trgovine, pri katerem posameznik svoje storitve ali izdelke prodaja podjetju. C2B vključuje vplivneže, ki ponujajo medijsko izpostavljenost, samostojne fotografe, svetovalce, pisce in tako naprej. Primeri različnih vrst spletne trgovine. Da bi lahko dobro izkoristili e-trgovino za razvoj svojega podjetja, morate razumeti vrste e-trgovin in kako vas lahko podprejo pri prodaji. Maloprodaja je prodaja izdelkov neposredno potrošniku brez posrednikov. Dropshipping – prodaja izdelkov, ki jih izdeluje in kupcu odpošlje tretja oseba. Digitalni izdelki. Izdelki, ki se jih lahko prenese s spleta in jih morajo uporabniki kupiti, na primer predloge, tečaji, e-knjige, programska oprema ali medijske vsebine. Nakup programske opreme, orodij, storitev v oblaku in digitalnih storitev predstavlja velik delež transakcij e-trgovine. Veleprodaja. Izdelki, ki se prodajajo v velikih količinah. Običajno se prodajajo trgovcu na drobno, ki jih potem prodaja naprej končnim potrošnikom. Storitve. To so veščine, kot so treniranje ali coaching, pisanje, marketing z vplivneži in tako naprej, ki jih lahko kupite in plačate na spletu. Naročnine. Naročniške storitve v priljubljenem modelu D2C so ponavljajoči nakupi izdelkov ali storitev, ki se periodično ponavljajo. Množično financiranje ali crowdfunding. Crowdfunding prodajalcem omogoča zbiranje zagonskega kapitala, da svoje izdelke pripeljejo na trg. Ko dovolj potrošnikov opravi nakup, podjetje začne proizvajati izdelke in jih dostavljati potrošnikom.
Spoznajte trende e-trgovine, ki spreminjajo način nakupovanja, prodajanja in potrošnje in bodo ostali še naprej z nami. Personalizacija. Dostava v trenutku in razumevanje želja kupcev bosta ključna za rast podjetij. Podpora kupcem. Če ne poskrbite za kupce tudi po prodaji, jih boste v prihodnosti imeli vse manj. Storitve za podporo kupcem morajo biti vključene v platformo sodobne trgovine. Iskanje. Optimizacija za iskalnike oziroma SEO in iskalni rezultati so točka, na kateri se začne izkušnja uporabnika z vašim izdelkom. Vsekanalni ali omnichannel pristop. Pristop, ki temelji na stalni, always on prisotnosti in podatkih, angleško data-driven. Povečuje vpletenost uporabnikov, prodajo in zvestobo v vseh panogah. Širši pomen. Trajnostni razvoj, enakopravnost, okoljska in politična stališča so zdaj nekaj, kar naredi blagovno znamko privlačno, pa tudi nasprotno od tega. CX ali Customer Experience. Celotna izkušnja kupca od iskanja in prehajanja med različnimi zasloni do podpore kupcem mora delovati enotno. Možnosti plačila in dostave. Spletni nakup z osebnim prevzemom zunaj stavbe ali curbside pickup, enostavna plačila bodo v prihodnosti pravilo, ne izjema. D2C ali Direct to Customer. Vse več znamk širi svoj trg z modelom D2C, to je z neposrednim prodajanjem kupcem. Kreativnost zmaguje. Da pridobite pozornost na spletu, morajo vaše marketinške aktivnosti in sporočila izstopati v množici. Družbena trgovina ali social commerce. Po napovedih bo družbena trgovina do leta 2027 ustvarila 604 milijarde dolarjev prodaje. Spletna trgovina ponuja veliko prednosti, od dostopa do kupcev po vsem svetu do zagotavljanja personaliziranih izkušenj, ki spodbujajo zvestobo in prodaje 24 ur na dan, 7 dni v tednu, brez omejitev na delovni čas trgovin. Oglejmo si nekaj največjih prednosti e-trgovine. Priročnost. Spletno trgovanje omogoča preprostejše, hitrejše in manj zamudne nakupe, saj omogoča 24-urno prodajo, hitro dostavo in enostavna vračila. Personalizacija in uporabniška izkušnja. Spletne prodajne platforme, marketplaces, lahko ustvarijo bogate uporabniške profile, ki omogočajo personalizacijo ponujenih izdelkov in prilagojena priporočila za druge izdelke, ki bi se uporabniku lahko zdeli zanimivi. Globalno tržišče. V spletnih trgovinah lahko brez težav kupujejo kupci z vsega sveta. Podjetji ne omejujejo več geografske ali fizične ovire. Nižji stroški. Digitalni prodajalci lahko spletne trgovine vzpostavijo z minimalnimi zagonskimi in operativnimi stroški. Kako odpreti svojo spletno trgovino? S preprosto in funkcionalno programsko opremo lahko vzpostavite spletno mesto, ki vam omogoča tudi prodajo izdelkov. Vprašanje pa je, kako rasti še naprej od minimalno izvedljivega izdelka ali minimum viable product in dejavnost dvigniti na naslednjo raven. Tu so navodila po korakih. Izberite nišo in pripravite poslovni načrt. Izberite ime domene. Izberite orodje za postavitev spletne trgovine. Oblikujte podobo spletne trgovine. Dodajte izdelke v spletno trgovino. Vzpostavite način dostave. Začnite s trženjem svoje spletne trgovine in zaženite svojo spletno trgovino. Izberite nišo in pripravite poslovni načrt. Trg e-trgovine je zelo raznolik. Celo današnji velikani, kot je Amazon, so nekoč začeli kot nišni prodajalci. Raziščite niše in izberite področje, na katerega se boste osredotočili. Naredite analizo SWOT. Kratica SWOT označuje prednosti, strengths,
slabosti, weaknesses, priložnosti, opportunities in nevarnosti, threats. Je preprost, a učinkovit način za analizo različnih niš in idej za izdelke. Poiščite vrzeli v panogi. Na prvi pogled je morda videti, da so vse dobre tržne niže v e-trgovini že zasedene. Vendar to ne drži. Z usmerjenim raziskovanjem lahko odkrijete neizpolnjene potrebe potrošnikov tudi znotraj priljubljenih kategorij izdelkov. Analizirajte svoje persone. Najboljše ideje za izdelke se rodijo na presečišču potreb, želja in interesov ciljnih skupin. Ustvarite nabor idealnih person, ki jih opredelite z demografskimi podatki, kot so starost, lokacija, poklic, dohodek, in psihografskimi podatki, kot so interesi, vrednote, prepričanja, težave in želje. Izberite pravi poslovni model. Pri raziskovanju kupcev ne pozabite ugotoviti, kako in kje vaša ciljna skupina kupuje izdelke in na kakšen način jo najlažje dosežete. Pri B2B poslovanju se vprašajte, ali več prodajate veletrgovcem, trgovcem na drobno ali poslovnim kupcem. B2C poslovanje. Vprašajte se, če bi svoje izdelke raje prodajali neposredno potrošnikom. Prodaja na spletnih platformah, marketplaces. Priljubljene spletne platforme, kot so eBay, Amazon ali Etsy, zagotavljajo dostop do različnih ciljnih skupin. Dropshipping. Po tem modelu izpolnjevanje naročil prepustite tretjim osebam, tako da vam ni treba držati zaloge. D2C, poslovni model Direct to Consumer, odpravlja posrednika, trgovca na drobno, ki prodaja različne blagovne znamke ali veletrgovca. Izberite ime domene. Ko izbirate ime domene, imejte v mislih naslednje marketinške, prodajne in psihološke razloge. Dobro ime domene bo ostalo v zavesti predstavnikov vaše ciljne skupine. Širi besedo o vašem podjetju. Pritegne naključne obiskovalce. Odlično ime domene bo vašemu podjetju dalo pečat profesionalnosti. Odlično ime domene vzbudi radovednost, ki se lahko spremeni v prodajo. Izberite orodje za vzpostavitev spletne trgovine. Najbolj priljubljena orodja za spletne trgovine, ki poenostavljajo njihovo vzpostavitev in upravljanje so BigCommerce. Odprtokodna SaaS platforma za e-trgovine, ki ponuja širok nabor funkcionalnosti, integriran sistem plačevanja in varno gostovanje. Za razumevanje, SaaS je kratica za poslovni model Software as a Service, programska oprema kot storitev. Shopify. SaaS platforma, ki ponuja konkurenčen nabor funkcionalnosti za preprosto vzpostavitev in zagon spletne trgovine. Magento. Odprtokodna platforma za e-trgovino, ki je zelo prilagodljiva, vendar zahteva tudi več tehničnega vzdrževanja. Magento lahko prenesete s spleta in naložite na svoje strežnike ali pa ga uporabljate v oblaku. WooCommerce. Odprtokodna platforma za e-trgovine, ki se je razvila kot vtičnik za WordPress. Veliko podjetij jo uporablja kot enostaven prehod na spletno prodajo svojih spletnih mest, postavljenih na platformi WordPress. Razmisliti morate, ali boste za zagon e-trgovine na izbrani platformi potrebovali spletne razvijalce. Oblikujte podobo vaše spletne trgovine. Izberite predlogo, ki najbolj ustreza vašim potrebam, in jo prilagodite tako, da bo ustrezala podobi vaše blagovne znamke. Prilagodite pisave in velikosti besedil. Dodajte slikovne in oznamčene grafične materiale visoke kakovosti. Določite barvno shemo. Vpletite profile na družbenih omrežjih in oznamčene vsebine. Poigrajte se z različnimi postavitvami strani in načini prikaza seznamov izdelkov. Dodajte izdelke v vašo spletno trgovino. Da bo vaša trgovina prijetna za nakupovanje in bo vaše izdelke lažje najti, nastavite strani s kategorijami izdelkov, napišite odlične opise izdelkov
in naložite privlačne slike izdelkov. Opisi izdelkov. Prepričljiv opis izdelka rešuje problem kupca, pokaže značilnosti izdelka in poudari glavne prednosti, ki spodbudijo prodajo. Uporabite formulo za opis izdelkov, ki jo uporabljajo profesionalni tekstopisci. Pojasnite, komu je izdelek namenjen, navedite glavne značilnosti izdelka, to je velikost, materiali in podobno. Predlagajte, kdaj nekdo potrebuje ta izdelek. Pomagajte kupcu, da si predstavlja, kako uporablja izdelek. Slike izdelkov. Ne varčujte pri fotografijah izdelkov. Najmite profesionalnega fotografa za fotografiranje izdelkov, če si to lahko privoščite. Če si tega ne morete privoščiti, pa uredite ustrezno postavitev za fotografiranje privlačnih fotografij in jih naredite sami. Kategorije izdelkov. Taksonomija spletnega mesta pomaga vzpostaviti in upravljati razmerja med različnimi stranmi z izdelki. Kategorije izdelkov so potrebne predvsem za pravilen prikaz kataloga vaših izdelkov in da uporabniki lažje odkrijejo izdelke v vaši zalogi. Vzpostavite dostavo. V naslednjem koraku morate ugotoviti, kako bodo vaši izdelki dosegli kupce. Učinkovita strategija dostave je za e-trgovino ključnega pomena, saj 56% uporabnikov po slabi izkušnji z dostavo ne bo več kupovalo pri istem trgovcu. Določite politiko dostave. Politika dostave pri novih kupcih ustvarja ustrezna pričakovanja. Jasno morate komunicirati stroške, pogoje in morebitne omejitve pri dostavi. Ko oblikujete politiko dostave za svojo spletno trgovino, razmislite o zgornjih vprašanjih, da stroške dostave ne bodo uničili vašega podjetja. Izberite ponudnika dostave. Pri izbiranju najboljšega ponudnika dostave primerjajte cene dostave, stroške tiskanja nalepk za pošiljke in avtomatsko posodabljanje statusa pošiljk v programski rešitvi izbranega ponudnika. Začnite s trženjem spletne trgovine. Da bo vaša nova trgovina polna virtualnih kupcev, začnite graditi spletno občinstvo, še preden je vaše spletno mesto končano. Delite hiter predogled izdelkov, napovednike, tizerje in poglede v zaodrje z namenom stopnjevanja pričakovanj. Napovejte načrtovani dan odprtja in spodbujajte dodatno vključenost s ponudbo posebnih popustov, promocijskih akcij za vse sledilce, sodelujte z vplivneži. Seveda lahko storite še več. Oglašujete, naredite optimizacijo za iskalnike ali SEO, uporabite e-poštni marketing in podobno. Če z marketingom začnete še pred zagonom spletne trgovine, pridobite trojne koristi. Spodbudite prepoznavnost in priklic blagovne znamke. Spodbudite vključenost uporabnikov v vaše organske vsebine. Pridobite neposredne prodajne kontakte ali lide in povečate prodajo. Prej, kot boste začeli z marketingom, prej boste opazili pozitivne učinke. Zaženite spletno trgovino. Pred objavo spletnega mesta s trgovino ga preizkusite in se prepričajte, da je vse tako, kot bi moralo biti. Dizajn, delovanje, navigacija. Preverite tudi, ali vaša spletna trgovina deluje enako dobro na namiznih in mobilnih napravah. Dobro si je ogledati največje spletne trgovce in kopirati tiste rešitve, ki so primerni za vaše podjetje. Raziščite e-trgovine največjih spletnih trgovcev. Alibaba. Kitajsko podjetje Alibaba je daleč najuspešnejši spletni trgovec, saj gostuje največje B2B Alibaba.com, C2C Taobao.com in B2C Tmall, spletne prodajne platforme na svetu. Amazon je največji spletni trgovec v ZDA, ki je tako močno spremenil način prodaje na drobno, da se danes večina trgovcev na drobno sprašuje, kako ga premagati.
Walmart, nekoč največji trgovec na drobno v ZDA, se je osredotočil na spletno trgovino in dosegel odlične rezultate. Ponuja tradicionalno maloprodajo, dostavo živil in naročniške storitve. eBay, ena prvih spletnih platform za e-trgovino, še vedno prevladuje na digitalnem trgu in podjetjem ter posameznikom omogoča prodajo svojih izdelkov po spletu. Mimovrste, največji slovenski spletni trgovec, prisoten pa tudi na trgih sosednjih držav, v okviru partnerskega programa Mimovrste Partner drugim podjetjem omogoča prodajo izdelkov na svoji platformi, s čimer dobijo dostop do več kot 1,2 milijona registriranih uporabnikov. Prvi slovenski spletni trgovec. Tudi on prodajo v svoji spletni trgovini s 420 tisoč registriranimi uporabniki omogoča tudi drugim podjetjem. Želimo vam veliko sreče pri vzpostavljanju in razvijanju vaše spletne trgovine. Hvala.